Me veseli, da smo se zbrali v tako lepem številu, kljub temu, da so dnevi zelo že dolgi, da je tudi delo na polju, travnikih, na njivah. Današnja tema bo 6. Božja zapoved, ne čistuj. Načrt je bil, da bi to Božjo zapoved, oziroma da bi župnik o tej Božji zapovedi spregovoril že na prejšnjem srečanju, pa nam to ni uspelo. Tako da kratek uvodnik v zvezi s tem je že bil, pa bi danes na mesto uvoda zamolili eno molitev, torej posvetitve Mariji, da se izračimo. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in za sredovanega izkažem, ki danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega, ker sem torej tvoja dobra mati, varuj me in brani me, kako svoje lasti in posest. Amen. Tema je zelo zanimiva in verjamem, da nam bo župnik tudi to temo predstavil na zelo zanimiv način, tako da mu kar predajam besedo. Lep dober večer. Bom kar takole govoril, zato da bom imel bolj pristen glas, da ne bom imel ponarejenega glasu. Malo me sicer daje prihlad, tako da eni bi rekli, da sem na tabletah, ker sem pač malo več vitamina moral vzeti, zaradi tega pa bo recimo še Gospod pomagal, pa se bo na koncu dobro se šlo. Za začetek bi kar malo obnovil, bom kar prebral prve zapovedi do ključno današnje 6. zaradi tega, da bomo malo osvežili, kako si, v kakšnem sosledju gredo zapovedi. Mislim, poslušajte, tako da boste, ker razum nam je dan za to, da ga uporabljamo, da temu sledimo. Tedaj je Bog govoril vse te besede in rekel: Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in četrtih, tistih, ki me sovražijo, to da izkazujem dobroto tisočem tistih, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni njega, ki bo po nemarnem izgovarjal njegovo ime. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. 6 dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 7. dan pa je sobota za Gospoda tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, 7. dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod tvoj Bog. Zanj smo imeli o tej, ki se glasi ne ubijaj, danes pa preberem 6. torej, o kateri se bomo pogovarjali, in to je ne prešuštvuj. Morda bi v zvezi z uvodom v to zapoved povedal še tole. Veste, ta zapoved je Bog po Mojzesu Izraelcem dal v okolju, v katerem je bila ta zapoved veliko presenečenje. In je bila tako nenavadna in močna, skoraj kakor danes, če sem malo ironičen. To je bil čas namreč, ko so ljudje živeli mnogi relativno, ko se za tuje besedo reče, promiskuitetno. Značilno je recimo za egiptovske kralje faraone, da so se praviloma poročali s kom? S svojimi sestrami. Zato, da so ohranili
tron. In zato so bili mnogi tudi čisto degenerirani. Ne? To je bil čas, pa je bil še čas pozneje, stoletja se je vlekel. Celo v rimskem času so poznali namreč tempelsko prostitucijo. Ko so očetje pa mame dajale posameznim malikom v tempelj svoje najlepše hčere, zato ker so bili prepričani, da bodo tako raznim bogovom, ki so jih častili, bolj blizu in bodo imeli večje zasluženje. To je bil tudi čas, ko so seveda otroke darovali bogovom, ne? Ljudi in tudi dekleta in fante in sploh pa radi prvorojence. Se spomnite tiste potem zgodbe o Abrahamu pa Izaku, kako mu potem Bog reče, a ne? Ne potrebujem darovanja ljudi. Jaz potrebujem samo usmiljenje, ponižnost, v bistvu, da boste vi živeli normalno, se Bog ne potrebuje nič od tega. Razumemo? No in ta čas seveda pride, ko gredo Izraelci iz Egipta, Bog piše s prstom, nedeljo smo to slišali, da je Jezus pisal s prstom, ne? Po tleh, sem tudi rekel vsaj zjutraj, da razlagalci pravijo, so v dilemi, kaj je pisal, razpravljajo. Eni pravijo, da je pisal 10 zapovedi, a ne? Pa so oni gledali, ker judovski moški so vsi znali brati takrat že. Ker so brali pri 12 letih, pa so postali odrasli po tistem takratnem pojmovanju in so pri obredu prvič brali iz Svetega pisma, Stare zaveze, se pravi, so bili pismeni. In ko je Jezus pisal, pravijo nekateri razlagalci, da je verjetno pisal zapovedi po tleh, ne? Med drugim tudi tole, ko so mu pripeljali, ne čistuje, ne? Ko so mu namreč pripeljali grešnico, ki so jo zasačili, da je bo po Mojzesovi postavi, če greste brati naprej razlage, boste videli, da tiste, ki so nečistovali javno ali se prodajali, torej prostitutke, ali pa nečistovali, nečistniki, nečistnica, sta zaslužili oba smrt s kamenjenjem, pika, taka je bila debata, ne? Drugi pa pravijo, da je Jezus pisal pa grehe, ne? Karkoli je pisal, je dobro pisal, ker so vsi odšli. Rešena je bila pa tista, ki je bila grešna tako kot drugi, samo na drug način. Ne? Ali te ni nihče obsodil? Ne, Gospod, nihče. Tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več. Ne? To so ta močna sporočila. Torej, mi se učimo to zapoved in jo imenujemo ne nečistuj, v originalu je pa ne prešuštuje. Ne? Naš izraz vključuje tudi prešuštvo, nakazuje pa še kaj več. In zato je ta zapoved tako lepa. Pa še drug vidik je zelo pomemben, ko je Jezus rekel, slišali ste, da je bilo rečeno ne prešuštvuj, jaz pa vam pravim, kdorkoli gleda žensko s poželenjem, je v srcu že prešuštvoval z njo. Namreč tako je Jezus mnogokrat precej radikalen, zaradi tega, ker hoče poudariti zaradi nas, da bi mi razumeli, kje se v bistvu začne zgodba. Ne? In zgodba se vedno začne v našem srcu. Vedno začnemo tuhtati, vedno začnemo premišljati, vedno nas kaj vleče, tako kot je Adama in Evo, ko smo danes nakazoval, vedno v srcu. Zato tudi molimo kesanje, ne? Da bi to imeli čisto. Pa molitev, ki smo imeli, da bi imeli čisto srce, ne? Mariji zročamo, Bogu po Mariji srce, ušesa, usta, ne pa gre pa navzven. Zato Jezus je rekel, ne pohujšuje človeka to, kar pride skozi usta, ker to gre v želodec, dobršen del tega pa v grezenco, ne? Ampak tisto, kar pride iz človekove notranjosti, tisto pohujšuje človeka. Se pravi, gremo zgodbo, ne? Se pravi, v začetku je Bog ustvaril moža in ženo. To je temelj našega judovskega, krščanskega in tudi lahko mirno rečemo islamskega pojmovanja in tako je bilo
tudi v dobršnem meri sprejeto v naši civilizaciji zahodni, ki jih pripadamo. Pustimo v antiki so imeli spet druge fore, ne? Lahko jih samo omenim, da boste razumeli. Recimo, ideal lepote pri Platonu, kaj mislite, da je bil pa ideal potem spolnega odnosa? Da si mi zna kdo pomagati, da posvetovati. Imeti odnos z mladimi fanti. Pa Platona tako častimo, ne? Tudi razumete, v kakšen svet je prišel ta judovski nauk, potem Kristus s temi stvarmi. Pa da ne govorim še o čem drugim, mi grede, recimo, tudi Platonova država, se tu imamo tega še do strokovnjaka, ki je bolj ve, ki je tako slavna knjiga začetka demokracije in jo lepo opisuje, ne? Ampak ta demokracija je slonila na recimo 10% svobodnjakov, vsi ostali so bili pa sužnji, ne? Tako da, in Kristus pa judovstvo, tudi razumete potem to, kako so bili ljudje res na nek način izvoljeno ljudstvo, preko katerega je Bog v svet pripeljal res take velike stvari in potem jih dopolnil v Kristusu, ne? In zato Kristus pravi, nič nisem prišel odpraviti od tega, ampak se še dopolniti, da boste razumeli. Se pravi, Bog je ustvaril človeka, Adama in Evo, to se pravi moškega in žensko. Spolnost torej določa vse vidike človeške osebe v enoti njenega telesa in njene duše. Predvsem se tiče čustvenosti, sposobnosti za ljubezen in za roditev, ter bolj nasplošno sposobnost za navezovanje vezi občestva z drugimi. Stvar vsakega moškega in ženske je, da spozna in sprejme najprej svojo spolno identiteto. To je prva stvar. Fizična, moralna in duhovna različnost in komplementarnost, dopolnilnost sta naravnani k dobrinam zakona in k razcvetu družinskega življenja. Se pravi, v človeški naravi je, da se moški in ženska, kot moški in ženska, ali kot ženska in moški, če hočete, ni pomembno, katerega damo na prvem mestu, potem ustvarjata odnos z ljubezni, občestvo in sta odprta življenju. Porajata novo življenje. Z ustvaritvijo človeka kot moža in žene je Bog enakim z osebnostnim dostojanstvom obdaril moža in ženo. Sta samo nazvonaj različna. Človek je oseba in to v isti meri velja za moškega in za žensko, kajti oba sta ustvarjena po podobi in sličnosti osebnega Boga. Vsak od obeh spolov je z enakim dostojanstvom, čeprav na različen način podoba Božje moči in Božje nežnosti. A ne bo povedal, ne pove lepo katekizem katoliške cerkve. Združitev moža in žene v zakonu je način, kako posnemati v mesu, to se pravi v telesu, stvarnikovo darežljivost in rodovitnost. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se držal svoje žene in bosta oba eno telo. Iz te družine izhajajo vsi človeški rodovi. Jezus je prišel da obnovi stvarstvo v čistosti njegovega začetka. V govoru na gori strogo razlaga Božjo zamisel. Slišali ste, da je bilo rečeno, ne prešuškuj, jaz pa vam pravim, to sem že povedal. Človek naj ne ločuje torej tega, kar je Bog združil in kar je po naravi ali po Božje, če hočete, v človeka položeno. In tlele se današnja civilizacija, zato sem na začetku rekel, ne, v kakšen svet so prišle te zapovedi in Jezusov nauk in da ima danes človek občutek, da prav tako tuje zvenijo, kot so zvenile takrat. Izročilo cerkve šesto Božjo zapoved razumela tako, da zaobseže celoto človeške spolnosti. Zdaj pa seveda ena stvar je zelo pomembna, ne? Ki se zdi na prvi pogled nelogična, jo bom pa povedal na primeru. Ko smo naše fante pripravljali na odhod na misije, sem je vedno povedal tudi tole. Ko boste šli pa na misijo v
Voljno Božje, po domače govorim, boste pa tudi vi morali živeti čistost, tako kot je župnik. In to 6 mesecev, ali pa še več, če ne boste mogli na dopust. Ni spolnosti, ni seksa. Se vemo, pol sem tudi povedal, kako se najde razne prilike, ki so jih bolj vedeli, kot jaz sem rekel, ni. Če imate radi svojo ženo in stavim, da vsi pričakujete od nje, da bo ta čas vam zvesta in vas bo ljubila in vas bo čakala in boste prišli nazaj in vas bo objela z vso srčnostjo in nežnostjo, ki jo samo ženske premorejo, vi boste ta čas pa kaj drugega počeli. Ste pa hinavci. Da ne rečem še kaj drugega. Se pravi, čistost je vedno del življenja, ki je povezano tudi s spolnostjo, tudi zakonsko spolnostjo. Zdaj sem povedal tak na grob, zelo jasen, načelen primer, ampak je povezana. Ne? Čistost torej pomeni uspelo integracijo, vključitev spolnosti v osebo in s tem notranjo enoto človeka v njegovem telesnem in duhovnem bitju. Spolnost, v kateri se izraža človekova pripadnost telesnemu in biološkemu svetu, postane osebnostno in resnično človeška, kadar je zajeta v odnos do osebe v medsebojnici celotni in časovno neomejeni podaritvi moža in žene. Krepost čistosti torej vsebuje integriteto, celovitost osebe in integralnost, celotnost podaritve. Vse. In seveda je zelo na mestu. K čistosti seveda sodi tudi vaja v obvladovanju samega sebe. Vaja v obvladovanju samega sebe. Zakaj imamo dostikrat danes v današnjem svetu tem tako raztrešeno, ne? Skoraj bi rekel, da je nabito z erosom pa spolnostjo, da se malo uporabim izrazje, v katerem je Jezus govoril o čistosti, čistosti srca in pogleda, ker je to pač eden od bogov, tisti od tih, ki je bil Eros. Prav zaradi tega, ker ne vadimo mlade v obvladovanju sebe. Otrok ne učimo obvladovati samega sebe. In na področju spolnosti, seveda, ki je tako močna v vsakem človeku, je toliko bolj pomembna. Je pa na vseh. Se pravi, obvladovanje samega sebe, ki je pedagogija človekove svobode. Alternativa je jasna. Ali človek ukazuje svoje strasem in doseže mir, ali pa pusti, da ga strasti zasušnijo in postane nesrečen. Kar naprej se pumpa in koliko naredi je nesrečen, pa spet se napumpa, v narekovaju, veste, kaj mislim. Človekovo dostojanstvo torej zahteva, da se pri svojih dejanjih ravna po zavestnem in svobodnem odločanju, se pravi osebnostno, iz notranje pobude in iz notranjega nagiba, ne pa pod vplivom slepega notranjega gona ali zgolj pod pritiskom zunanjega siljenja. Tako dostojanstvo pa doseže človek tedaj, če se osvobodi vsake slušnosti strastem in v svobodnem odločanju za dobro hodi za svojim ciljem, ter si z učinkovito in preudarno vnemo priskrbi za to primerna sredstva. In to v bistvu razumemo tudi odločitev človeka od živali. Če bi zagovarjali, da je človek žival, sicer razumna, naj bi bil človek zgolj razumna žival, pravijo eni teoretiki. Potem pomeni, da ker ima razum, ga to ločuje od drugih živali, ki nimajo razuma. Torej, ker je človek sposoben razumne presoje, pomeni, da je sposoben tudi videti, kaj je prav, kaj je cilj, kaj je smisel in kaj mu bo pomagalo, da se bo on uresničil, tisto bitje, ki ga ljubi, in kam bosta prišla. Torej, ne bo delal po nagonih, tako kot dela žival. Žival pa dela vedno po nagonu. Žival nagonsko, ko se gonijo, tako rečemo na kmetih, ali lepo se reče temu, ko se poja, takrat stvari počnejo na tem področju čistosti, spolnosti in hkrati oni tudi ubijajo zgolj nagonsko. Pravi, da medved, če se ne bo prestrašil ali ne bo lačen, ne bo ubijal, in tudi z drugimi živalmi.
pravijo, menda in tako tudi najbrž je. Kdor torej hoče, zdaj pa še čist nas krščanski duhovni vidik, zvest svojim krstnim obljubam in se upirati izkušnjavam, bo skrbno uporabljal sredstva za to. Aj pa poslušajte. Poznavanje samega sebe, prakticiranje askeze, se pravi, duhovne krepitve, če tako rečemo, in telesne. Se pravi, obojega prilagojenega položaju, s katerim se srečuje, pokoren bo Božjim zapovedim, uresničeval naravne kreposti in bo zvest v molitvi, da bo lahko dozoral. Ker če duh ne obvlada, duh in razum, ali in razum, ne obvladujeta naših strasti, pomeni, da strasti obvladajo razum. To je tisti znani stavek iz Kaina in Abela, se spomnite, tiste zgodbe, preden je Kain ubil Abela. Ga je Gospod prišel k njemu tako po domače, čisto človeško in rekel, Kain, kaj počneš? Nič. Ko pravi Gospod Bog, Kain, ne nakladaj, skušnjavajo v tebi, a ti jih gospoduj. No, razumeli? On Gospoda ni poslušal, skušnjavi je pustil prostor in je posledično ubil svojega brata. In podoben princip velja na vseh ravneh našega življenja. Skušnjave so v nas in to so del življenja. Vsi skušamo. In tako mi grede, jaz celo rečem, vse, če ne bi bilo skušnjav na vseh področjih, ne samo na področju povezanih s to zapovedjo, na vseh tudi duhovnih področjih, se mi ne bi mogli zoreti, ne bi zrasli. Bi bile ene čiste navadne poklekice. Preko boja v skušnjavah na vseh duhovnih in takih področjih pa rastemo. Krepost čistosti se daje voditi glavni kreposti zvernosti, ki teži k temu, da bi z razumnostjo prežela strasti in teženja človekove čutnosti. Obvladovanje samega sebe je dolgotrajno delo. To najbrž nekateri ste tlele navzoči starejši od mene, to potrjujete. A ne da? Jaz tudi potrjujem. Tako da tisti, ki ste mlajši od nas, ki smo več kot 60, vam tudi mirno povem, to je proces življenja. To je zorenje, to je dolgotrajno delo, to je čas, ki ga imamo tukaj na razpolago, da ga izkoristimo. Čistost pozna zakone rasti, ki napredujejo po stopnjah, zaznamovani z nepopolnostjo in pogosto tudi z grehom. Krepost in čist človek izgrajuje samega sebe številnimi svobodnimi izvirami, tako spoznava ljudi in izvršuje naravno dobro po stopnjah rasti. Čistost pa je izrazito osebna naloga, vključuje pa tudi kulturni napor. Kajti napredovanje človeške osebe in rast družbe same sta v medsebojni odvisnosti. Čistost predpostavlja spoštovanje pravic osebe, predvsem pravice, da dobi informacijo in vzgojo, ki spoštujeta naravne in duhovne razsežnosti človeškega življenja. To je katekizem Katoliške cerkve. In tlele je naš Zahod čisto padel. Otroke se sipamo, da ne vejo več, kdo so. Namesto, da bi bili sprejeli svojo identiteto, moško, žensko, tudi spolnostni vred, jih se sipamo. Se pravi, zavrnili smo kulturni civilizacijski napor, na katerem smo dolgo gradili. Čistost je naravna, moralna krepost, je pa tudi Božji dar milosti, je sad delovanja duha. Zato je zelo pomembna molitev in prošnja k temu, da nam Bog da moč. Ljubezen je forma vseh kreposti. Pod njenim vplivom se čistost izkazuje kot šola podarjanja samega sebe. Obvladovanje samega sebe smo že nekaj rekli. Krepost čistosti, se upravičujem tudi vsem, ki bodo tole gledali, ampak sem mogel
malo posliniti, ker bi bilo vseeno lepše, kot če bi pomočil v kozarec, pa potem bil iz tega kozarca malo zašala. Krepost čistosti se razsvete lahko v prijateljstvo. Čistost kaže učencu, kako naj sledi in posnema njega, ki nas je izbral za svoje prijatelje, se nam docela dal in nas napravlja deležne svojega božanstva. Čistost je obljuba nesmrtnosti. Čistost se izraža posebno v prijateljstvu do bližnjega. Prijateljstvo je, pa naj se razvije med osebami istega spola ali različnega, velika dobrina za vse. Čistost vodi k duhovnemu občestvu. Vemo, da poznamo različne oblike čistosti, zdaj se moramo še malo tega dotakniti, ne? Je pa zelo pomembno. Morda še za kratek uvod. Vsakrščeni človek je poklican k čistosti. Kristjan je oblepil Kristusa, vzor vsake čistosti. Vsi Kristusovi verniki so poklicani, da živijo čisto življenje v skladu s svojim posebnim življenjskim stanom. Zdaj pa že slišimo tisto, kamor nas peljejo določeni vidiki čistosti. V trenutku svojega krsta se je kristjan zavezal, imamo 3 katehume, da gre pogledati, se je torej kristjan zavezal, da bo naravnaval svojo afektivnost v čistost. Afektivnost. To nič ne nasprotuje poroki ali čema, ne bomo še malo govorili. Obstajajo 3 oblike čistosti, pravi Svet Ambrož. Ena je čistost zakoncev, druga vdovstva, tretja devištva. Prej sem malo tako poudaril, kdaj, pa še sami lahko razmišljate, kdaj je potrebna tudi čistost v zakonu, velikokrat, in zdržnost. Za mene stalno, to se pravi, če rečemo o tem konceptu devištva, ne, ali pa samih, tisti, ki so zaradi različnih vzrokov živijo sami, kot pravi apostol Pavel, ali pa tisti, ki se jim zgodi vdovstvo. Postaneš vdova ali vdovec, se prav tako živiš čistost. Zakonci pa tudi so obdobja, ko dobro veste, da je treba živeti popolnoma čisto. Prej sem rekel, so dolge službene obveznosti, so nosečnosti, sem tako te odsvirke naštejem, so menstruacije, ko mora biti čistost tudi, in zdržnost del zakonskega življenja. Se pravi, vse 3 kreposti so enake. Prav v tem je cerkvena disciplina bogata, da ko hvalimo eno izmed njih, nikoli ne izključujemo druge ali pa ponižujemo. Vsi 3 stanovi in vse 3 vidiki čistosti so pomembni. Zaročenca sta poklicana, da živita čistost vzdržnosti. Gledala bosta v tej preizkušnji odkrivanja medsebojnega spoštovanja, vaju zvestobe in upanju, da bosta drug drugega prejela od Boga, izraze nežnosti, ki so značilni za zakonsko ljubezen, bosta prihranila za čas zakona. Drug drugemu bosta pomagala rasti v čistosti. A ne lepo? Zdaj moram eno pomeniti, ker to velikokrat slišiš pri mladih, pa sem nekaterim izmed vas že povedal, zakaj cerkev še vedno odsvetuje torej predzakonske spolne odnose. Zdaj, lejte, cerkev je stara 2000 let. Ima pa še zadaj kar nekaj 1000 let zgodbe iz judovstva. In Bog se že v stari zavezi in se vedno postavi na stran šibkega. Šibkega v tem odnosu. In kadarkoli se je v zgodovini dogajalo, da je prišlo do odnosov in niso bila urejena razmerja, če zdaj malo pravno rečem, ali torej nista bila poročena, se velikokrat zgodilo, on je rekel, čau, bejba, ne? In je šel, ona ostane sama, noseča. Kaj se je dogajalo v preteklosti s takimi dekleti? Točno vemo, ne? Spomnimo se Jožefa, kako je tuhtal, ker po običajih bi morali, ker so bili pripričani, da je Marija nečistovala, ne? Sta bila že zaročena, torej po
po zakonih, ki so veljali takrat, bi jo morali kamnati. Vedno se je tako dogajalo. Spomnite se tudi kakšne nezakonskega otroka iz naše slovenske literature, ki jo opevajo, recimo tak primer, Peter Pavel Glavar je bil, ki je bil zelo velik, je bil mogoče duhovni župnik v Komendija. On je bil nezakonski sin. Pa bi rad postal duhovnik in kot nezakonski ni mogel postati duhovnik. In je potem po nekih zvezah, da je bil njegov oče, to se pravi, biološki oče na visokem položaju, in je potem zrihtal v Rimu pri papežu, da je dal spregled, da je bil lahko posvečen od duhovnika, ker je bil nezakonski otrok. Kdo je vedno nasankal? Ženska. Pa otrok. Si danes in pa isto. Ker dajmo malo sproščeno, uživajmo, ponavadi pol punce začnejo še kakšne tablete jemati, vemo, da so vse abortivne, smo še zanj malo dotaknili, in da imajo zelo dolgoročne posledice na žensko, zdaj bom rekel telo. Kdo ima spet posledice? Ženska. Šibkejški člen v odnosu, zato cerkev se ne more drugače postaviti, kakor da varuje to, razumete? Tako kot varuje nerojenega, kot zagovarja reveže, kot zagovarja človeško življenje, nas, ki smo aktivni, mi starejši že počasi usihamo telesno, ampak recimo malo mlajši, ki so polni, ki so mišice, jih žene, športajo, druge, kakor tisti, ki se še niso rodili. In tisti, ki so oslabeli in dejansko ne morejo več skrbeti zase. Cerkev ne more drugače, tako da bi zagovarjala življenje, vsako življenje. Ker je tako veliko. Se pravi, vedno se postavi na stran nedolžnega. Zato tudi in nemočnega, zato tudi udari, odsvetuje, celo spor zahteva, ne imejte, če ste pametni. Tudi zato, da potem, ko je čas, ko ima žegen od Boga in od cesarja, vmes je še cerkev, po kateri Bog dela, lahko delate tisto, kar je potrebno. Gremo še malo naprej, ne bom predolg. Eden začne kašljati, ko bo 40 minut. Ja. Integriteta ali podaritev samega sebe. To je res nekaj čudovitega, in ko se človek poudarja, in ko smo že rekli, krepost, čistosti in prijateljstvi, smo zdaj govorili o tem, kako je pomembno, da človek vedno celoto nota, z dušo in telesom v tem odnosu, povezanem s spolnostjo in celovito. Da ni polovičarstva tam v odnosu potem, razumete? To vi bolj veste kot jaz. Jaz sem iz teorije, pa je znal, malo se pohecam. To smo že tudi rekli, tole sem dal Cvetano Fiol, Božja služabnica, Slovenka, Štajerka, Mariborščanka, pianistka, čudovita umetnika, ki je živela sama, bolna je bila, darovala vse za Boga, živela res čisto na vseh področjih. Sem tukaj, da boste videli, kdo je ta. Sem iskal kakšno bolj mlado sliko, ki bi bila mlajša obrazu, pa navadno malo mlajše, bolj potegnejo mnoge. Ampak na eni sliki, ki je bila še na internetu, je pa malo grdo gledala, tako da sem dal tako. Greh je zoper čistost. Klele pa moramo. Najprej nečistost. Latinsko se temu reče luxurija. Je neurejena želja po spolni naslagi ali neurejeno uživanje v tem. Spolna naslaga je naravno neurejena, če jo človek išče zaradi nje same, ločeno od namenov, lahko bi rekli, ljubezni, roditve in združitve. Masturbacija, samozadovoljevanje. Včasih so rekli temu tudi onanija, ker je vezano na eno svetopisensko zgodbo, ker veste, da so, tako kot v Evangeliji tisti primer, so prišli Jezus učitelj, ena se je poročila, pa se s prvim pa ni imela odroka in navadi se je mogel drugi poročiti z njo, drugi sin, in tako je bilo, 7 se jih je poročilo, vsi so ostali, brez Jezusa so držili.
vsi so ostali brez otrok, čigava bolj pol ta v nebesih. To je bil leks, zakon takrat. Če tisti, ki bi moral prevzeti, biti gospodar, ni mogel zaradi različnih vzrokov imeti otrok, to je bilo drugo področje. Ampak če pa je umrl, torej fizično ni mogel torej imeti otrok, je bil pa njegov mlajši brat dolžan se sporočiti z njo in obuditi otroka starejšemu sinu. No, in ta Onan naj bi, ko mu je starejši brat umrl in ni torej imel otrok, je bil on torej dolžan imeti spolne odnose z namenom roditve, obuditve, to se pravi roditve. In on tega ne delal, je bil spolne odnose, ampak je nalaž prej končal. Male zmeda pri tem onanem. To se pravi, on je imel samo mal se je šel, drugače bo šel zgolj zase, za užitek, tako po domače. In o tem pride. Se pravi, samozadovoljevanje imenujemo prostovoljno draženje spolnih organov z namenom, da bi dosegli spolni učinek. Da bom se podrobno spuščal, si točno veste, kaj lahko hitro človeka potegne. Danes bomo se še malo dotaknili teh stvari, ki vplivajo na človeka, da lahko tudi na tem področju mu srce postaja rak, ga vleče v nečistost. Da bi oblikovali pravično sodbo o naravni odgovornosti subjektov in bi usmerjali, to moram povedati, pastoralno delovanje, bomo lahko upoštevali pri samozadovoljevanju namreč. Čustveno nezrelost, moč nakopanih navad, stanje tesnobe ali drugih psihičnih in socialnih dejavnikov, ki morajo zmanjšati ali celo skoraj izničiti naravno, moralno krivdo ljudi, ki se samo zadovoljuje. Sploh v današnjem svetu, ko se vse pumpa, pumpajo te naše otroke in mladino. In seveda je njihova odgovornost drugačna, lahko, ker so bili skoraj, da rečem, so pahnjeni v tak način. Ker če ima svet za normalno, prej smo rekli o kulturnem vplivu, to za normalno in celo forsira vse oblike, kakršnokoli obliko, potem tudi seveda dejanja na tem področju nima take teže kot pri nekom, ki se je pač znašel in se odločil, da bo pač tako se zadovoljeval. Razumete razliko, ne? Nečistovanje, fornikacijo je telesno združenje neporočenega moškega in neporočene ženske zunaj zakona. Nečistovanje hudo nasprotuje dostojanstvu, ker vemo, da ni ljubezni, ni enosti in ni odprto praviloma življenju. Pornografija je v tem, da dejanska ali simulirana spolna dejanja iztrgajo iz intimnosti partnerjev in jih premišljeno razkazujejo tretjim osebam. Ker vemo tudi pare, poročene, da se snemajo in širijo med seboj, da se poznate cel kup afer tudi na Slovenskem, ker so bili tole pa izmenjave parov, ne? In tako dalje. Pornografija žali čistost, ker pači naravo zakonskega dejanja, ki je intimno podarjanje zakoncev drugemu, kako bi rekel. Pornografija je huda kršitev dostojanstva tistih, ki se jim predajajo. Igralci, trgovci, občinstvo, kajti tu vsakdo postane za drugega predmet odurne naslade in nedovoljenega dobička. Ene in druge pritegne pornografija v slepilo nekega izumetničenega sveta. Pornografija je velik greh, civilne oblasti so torej dolžne preprečiti proizvodnjo in razpečevanje. Piše Rahela k svojemu Jakobu. Zato je treba spodbujati, tlele moram to prebrati, ker se mi zdi zelo pomembno, je treba raziskovanja, ki hočejo skrčiti človeško neplodnost pod pogojem, da so v službi človeške osebe, njenih neodtujljivih pravic in njenega resničnega in celotnega blaga v skladu z Božjim načrtom in Božjo voljo. Se pravi, cerkev ne nasprotuje raziskovanju, samo ko začne pa manipulacija, potem pa ne reče, ne? Ali pa, ko se oplaja, ne, pa ne vem kaj in se toliko zavrže. Tehnike, ki s posegom osebe tuje zakoncema, dajanje semena ali jajčesa, posojilo maternice, izzovejo razdružitev starševstva,
so zelo nenavadne. Te tehnike, umetna, heterogena, osemenitev ali oploditev, kršijo otrokovo pravico, da se rodi očetu in materi, ki jo pozna in sta povezana z zakonom. Take tehnike so izdajstvo nad izključno pravico, ki jo imata, da postaneta oče in mati samo drug preko drugega ali pa drug z drugim. Torej še naprej. Otrok ni, torej, pa še nekaj moramo vedeti, ne? Otrok ni nekaj dolgovanega. Bog daje staršem otroke kot dar. In tlele veliko krat imajo, sploh ti, ki imajo, ne morejo imeti otrok, veliko težave sprejeta, ne? In zato včasih si reče, slišiš, ne? Jaz jih ne morem, da ne, mi dva jih ne moremo, pa trpiva, drugi bi jih lahko imeli, imajo pa sem dva, ne? Je nekaj teža, ne? Te bolečine izražene od zadnje. In hkrati še potrebe potem, da rastemo v veri. Lojze, zdaj pa gledamo na tvoje vprašanje. No, da razjasnim to pojme. Nisem mislil, da te osebno tako zanima. Ne. Prešuštvuje po moje tisti, ki je vezan, ne, v zakonu, poročen, nečistuje pa tisti, ki ni vezan. In dokoče, ne, poročen moški z eno mlado punco, po moje on prešuštvuje, ona pa nečistuje. A imam prav pojme? Imaš prav. Hkrati pa tudi lahko ona prešuštvuje, če že v kakšni zvezi, tudi če že ni poročena, ne? No. Veš, recimo sploh, v cerkvi govorimo o naravnem zakonu in o zakramentu svetega zakona. Naravni zakon, naravni odnos med moškim in žensko za dva nista verna, ki ne poznata vere, Boga, zakramenta, je pravzaprav tisti njun odnos neke vrste naravni zakon. In je torej nekaj svetega. In torej gre tudi v takem primeru, če bi ta mlajša, ki se ti omenil primer, živela, ne bi bila porocena cerkveno, ne bi torej imela zakramenta, bi šlo tudi za prešuštvo. Veste, tudi primer, recimo, če se verna, recimo, vzamemo, da je žena nevesta verna, ženi pa ni. Se lahko poročita, s tem, da seveda sveti zakon velja za njo, za njega pa naravni zakon, ki pa ravno tako vključuje. Vsi vemo, da normalni naravni zakon vključuje tudi zvestobo, ne? In enost. In če bi on, ta drugi, ki je torej ni veren, kdaj je postal veren, katehumen, avtomatsko je cerkveno poročen. Se reče, da se samo ozdravi v korenini, ne? Eno pravno dejanje, treba narediti pisati na škofu, da ta dva sta bila tako in je treba se ozdraviti. To pravi, ni treba še enkrat poročiti, če pa domače rečemo. Ne? To je res, kot pri blagoslovu poročnem. Ne? Če kdaj poslušate blagoslova, o svetem zakonu, ki edinega ni uničil ne prvi greh, ne kazano vesolnem potopu. Ne vesolni potop, ne? Svete zakonske ljubezni, ne? Mi, ki imamo vero, imamo samo še to milost in vednost, da to ni samo to, da je še več, da je zakrament, ker Bog je ljubezen, ne? In je to zadevo privzdignil, to sveto znamenje. In v bistvu, ko torej bogati z nekim dejanjem pred občestvom cerkve, pred duhovnikom cerkve, pokličeš Boga v svoje življenje, se ta zgodba postane zakramenta. Boga, ki je ljubezen, pokličeš v svoj odnos ljubezni, ne? Kakšna močna zgodba. In tako da je, ja, torej nemo še hitro to, da ne bomo pa nekaj, da ne Lojze. Prešuštva pomeni zakonsko nezvestobo, kadar dva partnerja, od katerih je vsaj eden poročen, vežeta med seboj spolni odnos, čeprav samo kratkotrajen zgrešita prešuštvo. Kristus obsoja celo prešuštvo preprostega poželenja. Vemo, zakaj, sem že prej povedal. 6. zapoved in nova zaveza brezpogojno prepovedujeta prešuštvo. Preroki razkrivajo njegovo težo. Prešuštvo vidijo podobo greha, malikovalstva. Prešuštvo je krivičnost. Tisti, ki ga zagreši, se pregreši zoper svoje obljube
obljubljene obveznosti, rani znamenje zaveze, kar zakonska vez je, krši pravico drugega zakonca in oškoduje ustanovo zakona, ker prekrši pogodbo, na kateri je bil zakon osnovan. Prešuštvo dela škodo blagru človeškega rodu in otrok, ki potrebujejo trdno zedinjenje staršev. Pa vemo, da je še ločitev, ločitev zakona o ohranitvi zakonske zvezi more biti v nekaterih primerih, ki je predvideva kanonsko pravo zakonita. Se pravi, če ni druge rešitve za to, da se ohrani zakon, je potem včasih cerkev reče, v redu, se pa ločita. Ampak to ni cerkvena ločitev. Cerkev ne pozna ločitve. Gre za civilno. Gospod Jezus je vztrajal pri izvirnem namenu stvarnika, ki je hotel, da je zakon neločljiv. Jezus razveljavlja popustljivost, ki so se vrinile v starodavno postavo. Mojzesa, poznate, ko so prišli učitelj, kaj naredimo, Mojzes je dovolil ločitveno pismo, Jezus pa pravi, zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes to dovolil. Vaše trdosrčnosti. Če ostane civilna ločitev, edini možni način, kako zagotoviti neke zakonite pravice, skrb za otroke ali obrambo dediščine, je mogoče tolerirati, ne da bi se stavljala moralno krivdo. Ločitev zakona je sicer velik greh zoper naravno postavo. Prelomiti hoče pogodbo, s katero sta zakonca svobodno privolila, da bosta drugim živela do smrti. Ločitev zakona je žalitev zoper odrešensko zvezo, ki je sakramentalna poroka njeno znamenje. Dejstvo sklenitve nove zveze, tudi če je civilna postava priznava, težo preloma še povečuje. Ponovno poročeni zakonec se tedaj znajde v položaju javnega in trajnega prešuštva. Ampak cerkev navkljub vsemu skuša, se poznate, velikokrat poudarjamo, kako vseeno cerkev in Bog mora vsakega človeka. Je pa res, da nekaterih milosti pa ne more prijeti, zato, ker je pač tako se odločil. Recimo, ločeni praviloma ne smejo hoditi po obhajilu. Lahko so pri maši, ne more biti pri obhajilu. Lahko gre k spovedi, ampak ne more biti pri spovedi, lahko se na pogovoru, ne dobi odveze. Če živi v novem odnosu, da se razumemo. Druga stvar je tako, če sta dva ločena, pa eden živi in vztraja v čistosti, skrbi za otroke in tako dalje, torej ohranja zakonsko zvestobo, enost in vse, potem lahko. Imamo razlike. Ločitev zakona dobi nenaravno oznako tudi iz nereda, ki ga uvede v družinsko celico in družbo. Ta nered ima hudo posledico, se vemo, in hudo škodo za zakonca, ki postane velikokrat lahko zapuščen, spet praviloma šibkejši, tudi nujno ženska, lahko je samo osebnostno malo manj močan. Za otroke, ki jih ločitev staršev traumatizira in jim starši pogosto vlečejo vsak na svojo stran. Vi poznate hude primere, tudi jaz kakšne. Zaradi učinka nalezljivosti, ste slišali? Učinka nalezljivosti, zgleda, slabega zgleda, ki iz tega napravlja že pravo družbeno normo. Danes včasih nekaterih kar tekmujejo, kdo bo z večjim in z večjim številom v kratkih zvezah, sicer pa pri nas tako zdaj zakonska, civilno-zakonska zveza za govorku pa še izenačena z zakonskimi skupnostmi. In pa še z istospolnimi zdaj ponovno. Zgoditi se more, da je eden od zakoncev nedolžna žrtev ločitve, ki jo izreče civilna postava. Ta zakonec v tem primeru ne ravna zoper naravno zapoved. Obstaja znatna razlika med zakoncem, ki se je iskreno prizadeval, da bi bil zvest zakramentu zakona in se vidi po krivici zapuščenega, ter tistim, ki z veliko krivdo svoje strani razbije kanonično, to zapravo crkveno veljavni zakon. Tudi smo. Druge pregrešitve so, poznamo mnogoženstvo, poligamija. Da ne bom predolg.
tudi mnogo moštvo, ne. Danes je to spet, ne, slišimo. Se pravi, da ena živi z večjimi moškimi, kakor z vsakimi skupaj, kakor da so uradno nekaj, ne morejo, ne pa nas. Lahko po eni ameriški državi, po neki drugi državi, ki imajo podobno vero kot njih, tam če lahko več. Potem krvoskrunstvo, incest, pomeni intimne odnose med tistimi, ki se med seboj sorodu ali v stvarstvu v takšni stopni, ki prepoveduje med njimi zakon. Sveti Pavel Žagosa to še posebej veliko pregleko. Poslušajte, tu prav Korinčanom. Korintu so bila vedno mesta, mornariška mesta, danes bi rekel, mega mesta, metropole. To je podobno. Včasih so bile pa te velika mesta, pa pristanišča. Tudi tam je še danes, pravi takole. Slišimo, in to so bili kristjani, že, slišimo nečistosti med vami, tako da nekdo živi ženo svojega očeta. V imenu našega Gospoda Jezusa bom tega, ki to počne, izročil Satanu v telesno pogubo. In v tebi še cel kup drugih, ne? Krvoskrunstvo moramo povezati spolne zlorabe, ki jih odrasli zgrešijo nad otroki ali mladoletniki, ki so jim zaupani v varstvo. Se pravi, Cerkev v bistvu gleda tudi, če ni krvnega sorodstva, na spolno zlorabo, kako bi rekel, zaupanih mladim ljudi, otrok, kot na krvoskrunstvo. Krivda se tedaj podvoji s pohujščujočim poškodovanjem, prizadetimi fizični in moralni integriteti mladih oseb, ki ostanejo s tem zaznamovane za vse življenje in kršijo vzgojiteljsko odgovornost. Tudi svobodne zveze, kadar moški in ženska živita v taki povezavi, ki vključuje tudi spolno intimnost, nočete dati pravne in javne oblike, pomeni, da grešite. Izraz je sicer varljiv. Kaj naj pomeni združitev, v kateri se osebi ne zavežeta ena drugi in izpričujete s tem pomanjkanje zaupanja v drugega vasa in prihodnost. Zapravi, živijo samo zato, ker jim plača. Samo seks. V času hipi je bila pa, ne? Seks, droga, pa rock'n'roll. To. Danes pa kaj drugega. Pa še jim. Ali vemo pa, da to ni. Po naše ni. Neredki danes zagovarjajo nekakšno pravico do poizkušnje. To pa med kristjani, tudi v Polanah in v Sloveniji čudi. Ja, kako naj se pa imata rada, če nista prej probala biti skupaj? Razumete? Če nista prej živela 2 leti skupaj. Če imaš rad in če bo ona tebe rada, ne bi pasal. Še pa nimaš, ne? Pa nimaš ljubezni, ker že vagaš, ne? Tehtaš, ne? Hočeš zbalansirati, hočeš računati, ne? Ljubezen pa ne pozna strahu, ne pozna pogojev, ne pozna računice. Ali je, ali pa je ni. Govorimo o krščanskem. Ali je, ali pa je ni, ne? In tlele moramo biti zelo močni in kar zagovarjati to. Ne? Zakaj? Ker oni imajo že v sebi, ne? Ker če nama ne bo šlo, gremo na razen. Bolj kot v tenje, eni se pa še vseeno poročijo, ker se jima zdi, da bo šlo, sta živela na preizkušnje, kako rečemo po slovensko? Na koruzi. Na koruzi. Ja. In meljata 2 leti, pa ne zmeljata te koruze. Pa meljata 4 leta, pa ne zmeljata te koruze, da bi nekaj zraslo. In na koncu oni živijo tako odnos, ampak vse od zadnje, ne se imamo radi, ampak če ne bo šlo, boš pa razen. Ja, ne moreš. V osnovi si omejil ljubezen. V osnovi si omejil ljubezen in je postavil neko iti se, ne? Po tvojih merilih, tako kot ti paše in samo toliko, kot ti paše, temu se reče, da ljubezni postavljaš pogoje in te je strah.
Torej, ne ljubiš. Ljubezen ne pozna strahu, ničesar ne pogojuje. Če ne, je pa ni. Zato vedno rečem, če ste mladi, ko se poročijo, verjetno že drugi na kakšni poroki, ki se vejo svojo. Ko jim vedno rečem, ko je kakšen star 30-35 let, ona pa kakšno leto manj, včasih pa celo kakšno starejše. Pa rečem, poglejte, čestitam vama, danes sta postala odrasla človeka. Ker sta pripravljena iz ljubezni reči drug drugemu, da v sreči, nesreči, bolezni in zdravju z vse dni svojega življenja. Vse od 18. leta do zdaj sta pa živela ne kot odrasla, čeprav sta imela vse pravice. Ko si res sposoben, to reči, pomeni, da si res pripravljen ljubiti, da si pripravljen. Si potem pa to čutiš, da vse to, kar smo govorili o zlorabe, ono, drugo, tretja, v bistvu izključiš iz tega odnosa, ker ne moreš drugače. Ups. Drugač, Bog je ljubezen slovensko prevajamo, drugač, latinsko se pa reče Deus caritas est. Kariteto je najvišja oblika ljubezni. Ljubezen, ki daje, ki ljubi, ničesar ne zahteva, ničesar ne pogojuje, ampak preprosto je. Kdor ljubi z veseljem. Kdor pa ne ljubi, pa smo spet tam nazaj. Se pravi, Bog je ljubezen. In apostol Janez, ki je to zapisal, vam povem, je bil prav. In ima še vedno, ker je Božja beseda, ki traja. Hvala lepo za danes.